Dragi moji, torej, če želite biti zdravi, če želite imeti dobro koncentracijo, dober fokus, če želite imeti zdrave možgane, če želite imeti resnično dober spomin, če želite, da bi vas doletela kakšna demenca, Alzheimerjeva bolezen ali kaj podobnega, no potem se morate izogniti stresu in imeti resnično dobre spalne navade. Večina ljudi pozablja na ta stres management in na te zelo pomembne spalne navade, reče, saj spim, vse je okej, ampak ne. Če nimate dobrih spalnih navad, ste zagotovo na udaru za vse to, kar sem vam povedala, za vse te negativne stvari. Torej, kako imeti ekstremno dobre spalne navade, kaj je tisto, ki resnično pomaga, je torej dober, kvaliteten spanec in nekaj stvari vam bom izdala v tem trenutku, kako se resnično posluževati tega dobrega, powerful, zdravilnega spanca. Marsikdo od nas je pač narejen na način, da do zadnjega brskamo po naših telefonih, pametnih telefonih zvečer, da namesto, da bi brali knjige, gledamo televizijo, smo na naših tablicah, smo na naših računalnikih. No in ta modra svetloba je zelo ubijalska. Ubija namreč naš melatonin. Melatonin je hormon, ki je zelo pomemben za našo relaksacijo, da nam pomaga, da mi zaspimo. In takrat, ko spimo, se naše telo obnavlja. Takrat se obnavljajo vsi naši procesi v telesu, vsi naši organi. Naš kratkoročni spomin bo postal dolgoročni spomin samo takrat, kadar mi spimo. Ampak spimo kvalitetno. Torej, vedno me boste sovražili zaradi tega, ampak vsaj uro, 2 uri pred spanjem ne brskati po vaših pametnih telefonih, po vaših tablicah, ne gledati televizije. Se vem, sovražite me zdaj v dno duše. Ampak če že morate delati, če so pač neke pomembne stvari in da res morate končati, morate biti na vašem laptopu, ker pač delate. Ena izmed stvari, ki se lahko malce olajšate zadevo, da ne ubijete toliko melatonina, je ta, da na vaši napravi to ubijalsko modro svetlobo preprosto zamenjate s kakšno drugo, bolj rumeno, ali da vašo jakost svetlobe, ki je zelo svetla, malce date da je bolj temna. Sicer to ne bo preprečilo ubijanje melatonina, ampak bo pa vsekakor malo pomagalo. No, pred spanjem je vsekakor bolj pomembno, da berete vsaj 20 minut, priporočam do 30, če le lahko. To vas bo počasi, lepo, naravno zazibalo v spanec. Zelo pomembno je, da v vaši sobi, vaši spalnici, ker pač spite, ni nič drugega, kot da je to pač vaša spalnica, vaš prostor za spanje. Se pravi, da tam ni televizije, da tam ni telefonov, kar je to blazno zelo grozno seva, tako da imate telefon. Jaz ga imam v drugi sobi in tudi na airplane modu je, se pravi, da ne seva. Nimam ga pri glavi, to sem dolgo časa delala, zaradi tega se pač dogajajo razni tumori na možganih in podobne stvari. Tako da imate telefon ugasnjen nekje v drugi sobi, ali pa če pač morate ga imeti na glas, pač imete ga nekje v drugi sobi. Torej, ne imeti televizije, ne imeti raznih računalnikov, ne imeti tablic. Spalnica je izključno namenjena za spanje in za seks in za nič drugega. Torej, spalnica naj bo primerna temu in tako tudi opremljena. Zelo pomembna stvar je, da v spalnici ni niti kančka svetlobe. Se pravi, ni tistih luči iz uličnih luči, od zunaj, ni luči avtov, niti krsničke ne smete videti po noči, ko spite v vaši spalnici. Riskirajte, pejte v trgovino, kupite ene take res debele, neprosojne zavese ali pa kakšne res neprosojne žaluzije, dajte na vrata. Saj le tako se vam bo tvoril melatonin, ki ga resnično krvavo potrebujete za vaše zdravje in za vaš spomin. Naredili so eno zelo zanimivo raziskavo v Ameriki, kjer so testirali naše telo na svetlobo. Jaz, ko sem to videla, sem se
seveda ekstremno grozno počutila, ker sem ena izmed tistih ljudi, ker sem vedno spala pri svetlem in sem pač lahko spala, samo nisem vedela, da se mi melatonin ne tvori in sem seveda začela veliko pozabljati, nisem vedela zakaj. Nisem vedela, da imam slabe spalne navade. Ampak preprosto se pač človek navadi, da je zunaj svetlo, a ne? No, v glavnem so testirali ljudi in tudi, če nam svetloba ni padala na naš obraz, se pravi, če nismo zaznavali z očmi, ampak če nam svetloba pade nekje pod gleženj, pod koleno, tako nekje v zadnji, da jo sploh ne vidimo, je naše telo vseeno zaznava. Ker naše telo ima po celem telesu neke receptorje in ta svetloba je ljudi tako motila, da preprosto, čeprav je bila tle nekje v zadaj, ni telo tvorilo toliko melatonina, kot bi ga moralo. Ok. Naslednja stvar je, tisti, ki imate radi bolj toplo, kot recimo jaz, boste rekli, ne, ampak pač je ena izmed stvari, ki vam bo zelo, zelo pomagala in je zelo pomembna, da imate v spalnici malce nižjo temperaturo, kot mogoče drugje po stanovanju. Tisti, ki smo smrzljivčki, je to zelo, zelo grozno. Jaz vedno se oblačim, se pokrivam, dajem vedno tisti termostat, ki ga imamo v spalnici, ki moj ne vidi, ga vedno dam stopinjo 2, 3, 4, na malo več, pa daj na 19, zdaj na 24. Ampak boste opazili, da ko boste imeli temperaturo na manj, tam nekje 22, 21, če lahko 20, najboljše 19 stopinj oziroma 19 za 21, boste videli, da boste veliko boljše spali. Namreč takrat naše telo gre v neko nek hibernetičen mood, bi lahko temu rekli, hibernetično stanje, ki vam zelo, zelo izboljša kvaliteto vašega spanca. Tako da, evo, rekli smo temne zavese, da se melatonin tvori, nobenih napravc v spalnici, spalnica je za spanje, ne, in za druge zanimive aktivnosti. Potem zelo pomembna stvar, ki zelo pomaga, je tudi vadba. Ampak naredili so spet eno zanimivo raziskavo. Če telovadimo ob 7 zjutraj, ob 1 popoldan ali recimo ob 7 zvečer, katera telovadba mislite, da je najbolj pripomogla, da mi zvečer resnično dobro spimo, imamo resnično dober kvaliteten spalnec? Ljudje, ki so trenirali, vadili ob 7 zjutraj, so imeli seveda najboljši spalnec. To govorim v super brain, super spominu, naši skupini, našem izobraževanju, še tudi bolj dolgo na široko, ker zajema področje, kjer vas učim o tem, kakšne so navade najbolj uspešnih ljudi na tem svetu. No, in ena izmed teh je, kdaj telovaditi, kako imeti jutranje rituale, jutranje navade čez vas dan. Torej, telovadite ob 7 zjutraj. Ob 1 ni tako dobro, ampak je boljše, kot če ne telovadite. Ob 7 zvečer tudi je v redu, če se dan ne telovadite, takrat telovadite, ampak je pač najslabša možna ura, da telovadite pred spanjem. Vsi vemo, da smo nabiti s tem adrenalinom in z raznimi endorfini in potem seveda težje zaspimo. Človek bi rekel, ja, saj sem vadil, sem bil ful utrujen, sem kar padel v posteljo, ampak spanec ni dosegel tisto globino, kot bi jo drugače lahko. Zakaj je tudi zelo pomembno, da spimo? Zaradi tega, ker takrat, ko spimo, sanjamo. In zakaj je to zelo, zelo, zelo pomembno? Zaradi tega takrat, ko sanjamo, se nam porajajo nekako podzavestno nove ideje, nove vizije, neka nova znanja. Marie Curie je naredila veliko stvari ravno v spanju. Prav tako Albert Einstein je največji um tega sveta. Frankenstein je recimo nastal v sanjah. Največje stvari, izumi, ki jih je naredil recimo Nikola Tesla, so nastali v sanjah. Tako da veliko idej, takih čisto drugačnih, malce tudi nezemeljskih mogoče, ki odpirajo našo bujno domišljijo, se torej dogaja v naših sanjah, takrat, ko spimo, ko imamo tisto globok REM spanec. Tako da upam, da sem vam pomagala s temi nasveti. Dam vam še enega, ki je zelo, zelo pomemben, kaj tudi zelo pomaga, poleg recimo branja, da zvečer lažje zaspimo. 20-minutna meditacija. Kako meditirati, za vse tiste, ki ne znate meditirati, vas prav tako učim v
mojih izobraževanjih. Torej, najboljše meditirati 2-krat na dan, po 20 minut, najboljše tik pred spanjem in zjutraj, ko se še zbudimo, najboljše je takrat, ko sploh ne vstanemo iz postelje, takrat meditiramo. Obstajajo tudi alternative za tiste, ki ne znate meditirati, ali kako se naučiti, ali kako delati neke podobne meditativne vaje oziroma dihalne vaje ali kaj podobnega, kar seveda tudi pomaga potem imeti boljši, krasnejši, dober spanec. To je bilo to, dragi moji, če želite izvedeti več, me sledite na vseh mojih raznih profilih, vsi tisti, ki ste v skupini Super spomin, pa seveda vsak dan odkrivamo nova in uspešnejša znanja, kar je seveda ne nazadnje tudi prav.